Lepo pozdravljeni. Tokrat se vam spet oglašam iz Strasbourga, kjer poteka majsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Zelo je zanimivo, saj razpravljamo tako o Uniji inovacij, pa o aktu za mala in srednja podjetja, o razrešnici proračuna za leto 2009 za številne evropske institucije. No, zelo zanimiva pa je bila tudi razprava v torek, ko smo govorili o 25. obletnici černobilske nesreče. Zdaj, po 25 letih, se namreč srečujemo z novo jedrsko katastrofo pravzaprav in prav je, da se vprašamo, kaj ta energija pomeni za človeštvo in kaj je treba storiti, da bomo znali izkoristiti njene pozitivne strani, negativni pa se bomo izognili. Seveda je glavnina razprav namenjena temu, kako bodo definirani tako imenovani stresni ali obremenilni testi in ali jih bodo naredile vse evropske elektrarne. Sedaj je namreč pravni red tak, da se lahko država sama odloči, ali bodo elektrarne podvržene tem testom ali ne. Sicer pa poleg plenarnega zasedanja potekajo vzporedno tudi seje določenih odborov. Tako smo v ponedeljek glasovali v odboru za industrijo, raziskave in energetiko o poročilu, za katerega sem sama odgovorna in govori o podnebnih ciljih Evropske unije v prihodnosti. Zelo sem zadovoljna z rezultatom, saj se nam je uspelo dogovoriti, da kratkoročnih ciljev, to so cilji do leta 2020, ne bomo spreminjali, bomo pa bistveno bolj ukrepali na področju učinkovite rabe energije. Do leta 2020 smo cilj na tem področju že sprejeli, vendar se ne izvaja. Zato zahtevamo v Evropskem parlamentu ukrepanje. No, bili smo pa tudi jasni, da si moramo postaviti tudi cilje, ki presegajo leto 2020, saj moramo zagotoviti neko stabilno okolje za potencialne investitorje.